Arhiv podatkov je nacionalno podatkovno središče. Locirani smo na FDV-ju, to ne smo nikoli pozabiti, na Fakulteti za družbene vede, ampak hkrati delamo na ravni univerze kot ta infrastrukturni središča, ki je povezano v ta MRIC, to je več teh centrov različnih infrastruktur iz vseh različnih fakultet, ima skupen infrastrukturni program in mi kot arhiv podatkov pokrivamo cel življenjski cikel podatkov, v smislu načrta, potem spravila, metapodatkov, pregledovanja, ocenjevanja, vrednotenja in potem omogočanja dostopa do podatkov, iskanja vsega tega, ki je s sferi in tako naprej povezano. In hkrati smo zelo aktivni tudi v nudenju storitev, kot rečemo, se pravi, da svetujemo ali pa izobražujemo, sodelujemo tudi v različnih mednarodnih projektih ali pa nacionalnih projektih, na način, da nas kolegi iz projektov rabijo za konzultacije, lahko se vključimo tudi aktivno v kakšen projekt z dodatnim delom. In drugače pa, kot rečeno, bi danes mogoče malo več govoril o CESDI sami. CESDA je pa konzorcij evropskih arhivov posebnih podatkov. Se pravi, to je nek ERIC, ki je tudi v tem nek ESFRI seznam shemi, in CESDA je eno od teh, kar rečejo landmark, ne vem kako ne bi to spet prevedli, kot ena za zgled drugim. In članice so države, se pravi, ministrstvo naše je član, mi smo pa tisti, ki izvaja storitve na ravni države in sodeluje potem v tudi nekih forumih in drugih aktivnostih v CESDI kot eksperti, mi tam sodelujemo in mi nismo del upravljanja. In tam na ravni CESDI se potem razvijajo razne te skupne storitve, katalog se vzpostavlja, razni tehnični servisi, izobraževanje, kot smo Peter lepo omenil, že tudi bom še v nadaljevanju, imamo neke tezaure, v smislu tega interoperabilnosti, kakorkoli, kvalitete metapodatkov, ki jih produciramo. Ampak v bistvu CESDA kot taka nič ne bi bila brez članic tistih, ampak se pravi ljudi, ki delajo v arhivih, in te nacionalni arhivi so zelo močni v Evropi. Imajo že dolgo tradicijo. Vidimo, da je tudi že kar velik del Evrope pokrit s to temno barvo, svetla barva so ljudje, ki delajo na tem področju, ki imajo neke iniciative, niso pa še člani CESDE. Tako da imamo tudi nek interes, da bi pokrili celo Evropo, ker smisel tega je izmenjava podatkov, dostop do podatkov v različnih državah. In dejansko tudi znotraj CESDE smo že imeli in tudi še imamo neke projekte, ki delajo na tej širitvi. Recimo zdaj v nadaljevanju bom zdaj malo pisal par teh projektov, ki jih imamo na ravni CESDE in kjer se potem vidi, kaj so tiste aktivnosti, ki jih delamo kot organizacija, se pravi, kot del te širše organizacije. Imamo ta mentorski program, recimo se pravi za eksperte v novih državah, kjer mogoče ta ekspertiza še ni vzpostavljena, nudimo potem že vzpostavljene članice CESDE, se pravi te service providerji, ki rečemo, se pravi tiste, ki upravljamo storitve, nudimo mentorstvo novim. Organiziramo delavnice, to je neka zelo popularna oblika za države, kjer poskušajo na novo postati člani CESDE in hkrati širiti to kulturo deljenja podatkov. Znotraj teh držav potem organiziramo delavnice, kjer predstavimo različne vsebine, ki so aktualne, hkrati pa na splošno, kaj v CESDI povemo, o EOS-ku, o čemerkoli drugem še, kar je teh aktualnih tem. In pa v okviru teh wideninga, se pravi tega projekta širitve ali pa teh različnih projektov, ki smo jih imeli v nekem nizu, pripravljamo tudi neka poročila o tem, kakšno je stanje v posameznih državah, kje so ovire, kje so priložnosti za naprej. Tukaj imate v povezavi tudi neko tak povzetek teh aktivnosti v okviru teh raziskovanja ali pa ugotavljanja stanja v posameznih državah v neki reviji. In pa zdaj v okviru tega widening projekta pripravljamo, pa smo že vzpostavljeni, tako rečemo, ta direktorij različnih gradiv, ki jih lahko ljudje, ki delajo
v podatkovnih arhivih, ali pa mogoče tudi širše, na nekih drugih infrastrukturah, ki jih lahko uporabljajo kot referenco za svoje delo. So razni, ali so to recimo dokumenti, ki jih imajo arhivi na svoji spletni strani, izobraževalna gradiva, ali pa neke politike in take stvari. Se mi zdi, da ta je lahko tak zanimiv vir, mogoče še za koga, ne samo za ljudi, ki so eksperti na področju življenjoslovja. No, zdaj, da bi izpostavil pa poudaril to, da CESDA so v bistvu te podatkovni centri, ki so v posameznih državah, bom tako na primeru enega zelo prominentnega arhiva nemškega pokazal, kaj oni delajo, tako zelo na kratko. Ta GEZIS je, to je v bistvu infrastruktura s področja življenjoslovja, ki zajema ne samo podatkovno infrastrukturo, ampak različne druge vidike teh infrastruktur. Se pravi, da je tam notri en center v GEZIS-u, je pa ta podatkovni arhiv, ki ima, v bistvu to je najstarejši evropski arhiv sploh, tam že 60 let bil izpostavljen že takrat, ampak zdaj pač del CESDE. In recimo v njihovem profilu oni imajo poudarek na teh podatkih iz anket. In je cela vrsta enih anket iz zelo dolg niz teh anket iz 60-ih, 50-ih let naprej. Imajo nacionalne študije, imate volilne študije, ki imajo neko daljšo tradicijo, zelo znan je ta Albus, ta splošna življenjoslovna anketa v Nemčiji, ki se ponavlja, mislim, da 2 leti, se izvaja. Hkrati pa so se oni že kar nekaj časa nazaj specializirali za to, da skrbijo za eno vrsto teh mednarodnih primerjalnih anketnih raziskav, kot so recimo ta ena volilna raziskava mednarodna, potem recimo Eurobarometer, ki ga izvaja Evropska komisija, se da mikropodatke, tiste, ki jih vi delate, potem analizirate, se da dobiti prek GEZIS-a, ne samo poročila, ki jih ima Evropska komisija, ampak lahko delate na teh mikropodatkih. Ta ISSP internet, se pravi ta mednarodna anketa, splošna življenjoslovna anketa, oni skrbijo za to. In pa oni so v bistvu zanimivi tudi zato, ker pravzaprav država Nemčija vlaga v CESDO desproporcionalno več, kot pa vse ostale države, razen Norveške in Nemčija veliko vlagata, s tem, da potem ta GEZIS, oni potem za CESDO na nek način kot kompenzacijo za to večje vlaganja opravljajo ene storitve za vse skupaj, se pravi, ne samo za CESDO kot tako. In ena taka zanimiva stvar, se zdaj vzpostavlja ta Evropska banka anketnih vprašanj, ki imajo potem ljudje, ki delajo nove raziskave, lahko si s tem pomagajo, ali pa tudi pri iskanju podatkov, ker so te vprašanja v tej banki so povezane potem s konkretnimi že izvedenimi raziskavami, lahko pomagajo ta banka in skratka zelo neka obetajoča infrastruktura sporedno s tem podatkovnim delom. Potem oni imajo to neko agencijo, ki bomo nadaljevali še potem malo več povedal o njej, DARA, ki skrbi za te neko politiko, pa tudi dodajanje stalnih identifikatorjev, smo že zjutraj slišali o PID-ih, in pa eno spet zanimivo stvar, mikropodatke za Eurostatove raziskave, oni pripravljajo na ta način, da jih dokumentirajo in pripravljajo razne setupe, kot rečemo, se pravi računalniške programe za to, da vi lahko začnete te podatke iz Eurostata uporabljati, zdaj že, brez da bi se morali veliko časa uporabljati za to, da bi se prebili skozi vso dokumentacijo. Zato mogoče, če kdo ne ve, pa ga zanima ta vidik, lahko si tam najde te stvari. Omenil sem to v DARO. DARA je neka agencija, ki jo GEZIS postavil verjetno najprej za te nacionalne potrebe, ki dodeljuje DOI-je podatkom, raziskovalnim podatkom. In mi kot člani CESDA, glede na to, da so oni naši partnerji, imamo tudi možnost, da njihove se pravi to storitev uporabljamo, tako da imamo v arhivu življenjskih podatkov prek njih pridobivamo DOI-je, ki jih lahko potem vi uporabljate, ko citirate te podatke na tak način, ki zdaj se vzpostavlja in je tako ustaljen način v revijah in tako naprej. In pa tudi v povezavi s tem sistemom stalnih identifikatorjev, oni skupaj s par partnerji v CESDI skrbijo za politike
stalnih identifikatorjev, nekaj, kar smo videli tam v EOSku, tudi ena skupina, ki se ukvarja s temi politikami, kjer vem, da ljudje, ki so tukaj noter sodelujejo, tudi tam sodelujejo, tako da nekaj čez se lahko pričakujemo, da se bo to ne v bodoče, so neke stalne stvari, ki se tukaj dogajajo, ampak da bo neka konvergencija tudi na ravni EOSka, če imamo že v naslovu danes ta EOSK. Zdaj, mogoče tako bolj glede na to, da sem omenil te DOI in tako naprej sisteme, povem, da ja, mi v arhivu podatkov imamo nek katalog, kjer so potem te metapodatki na voljo za iskanje, hkrati so te pogoji dostopa in tako naprej vidni, da se tukaj pač iskati ali pa brskati po teh podatkih. In tukaj recimo nek primer tega, v opisu raziskave, danes v teh prejetih podatkih, ki jih mi potem za njih poskrbimo, imamo vidno ta DOI, ki ga lahko vključite v citiranje. So pa na voljo še drugi metapodatki, ki jih se da iskati ali pa seznaniti s tem, kaj je vsebina raziskave, kako se te podatke da uporabljati in tako naprej. Omenili smo že, tudi, mislim, da je bilo že tudi na prejšnjih predstavitvah, Irena tudi omenila, CSD katalog podatkov, kjer se na podlagi enih skupnih protokolov gradi pač katalog, ki omogoča iskanje na enem mestu za vse evropske države. To je en projekt, ki tudi se razvija, kjer se izpopolnjuje, kjer bo omogočil v prihodnje še boljše možnosti tega iskanja. Potem v povezavi s tem iskanjem podatkov in tako naprej imamo na ravni CSD zelo močno skupino, ki se ukvarja s tem pač izobraževanjem. In recimo tam lahko te webinarje ali pa predstavitve najdete na temo tega različne vsebinske teme migracije in tako naprej, glede različnih tipov podatkov, ki jih lahko najdete v arhivih podatkov, in pa tam so potem običajno opisani tudi te postopki, kako priti do podatkov, v tem smislu, kaj so pogoji za uporabo, ali pa kakšni so režimi dostopa, in pa taki splošni pogoji, ali pa specifični za posamezne podatke in tako naprej. Zdaj, to je tema, ki jo je Peter predstavil, se pravi usposabljanje za pripravo podatkov, to je tudi nekaj, kar smo zelo aktivni na ravni CSD. Ta Data Management Expert Guide, hvala za referenco, to smo zelo veseli, da to vidimo. Tudi mi imamo del neke priročnike, smo že oblikovali nekaj navodila in neke aktivnosti v zvezi s tem. Tudi pač imamo na spletni strani imamo nek tak korak za korakom, kaj je treba narediti, ko predaš podatke. Irena, ki jo vsi tudi poznate, ona vodi na ravni CSD skupino za usposabljanje, ki potem ima neke projekte, ali pa sodeluje v različnih drugih projektih kot kot v smislu diseminacije rezultatov projektov ali pa nekih usposabljanj, ki se tam dogajajo. Tukaj recimo pristop, ki ga ta skupina goji, je tudi ta usposabljati ljudi, ki druge potem usposabljajo, cela vrsta enih webinarjev in tako naprej se tam oblikuje. Za zaključek mogoče pač omenim še to, da mi kot arhiv podatkov, glede to, da smo člani CSD, imamo priliko kot ene vrste tisti podrejeni partnerji, kako bi temu rekli, s tem, da CSD v veliki vrsti teh projektov sodeluje kot partner projektov, raznih 2020 projektov in tako naprej. Mi kot potem tisti izvajalci projektov pridemo noter in tam lahko sodelujemo. Recimo en projekt, ta Seris, se je ravno lani zaključil sredi leta. In recimo, mi smo potem tudi, ker smo bili člani tega projekta, smo tudi za slovensko javnost pripravili neko predstavitev teh enih ugotovitev v enem delu tega projekta. Običajno so to zelo veliki projekti, ker je zelo veliko partnerjev. Sodelujemo pa tudi v raznih občasno domačih projektih, en je recimo ta na področju kmetijskih podatkov, ki malo poznajo, ker njihov center tam sodeluje, ali pa pri načrtovanju pripravi podatkov na tak drugačen način. To ste pa tudi že mogoče v Irenini prezentaciji videli, da smo lani pa letos aktivni v tem, da koordiniramo RDA vozlišče za Slovenijo. Smo imeli v Mariboru konferenco, ker ste kolegi, ki ste tukaj, nekateri imeli svoje predstavitve. Bomo imeli pa zdaj naslednji teden konferenco z revijami, ki se spet ukvarja z podatki v povezavi s članki, in pa delavnico. Mojca je vodja ene skupine, ki
znotraj RDA, ki se ukvarja s temi načrti ravnanja s podatkov, te tema, ki smo jo danes že slišali, in bomo tam spet imeli en tak pristop, usposabljati tiste, ki bodo druge usposabljali, pa neke kontaktne točke na ravni inštitucij. In pa zaključno konferenco aprila bomo imeli v okviru RDA, tako da ste vsi vabljeni in da se vključite v RDA. RDA se vsi lahko vključite, ne glede na to, a boste veliko prispevali, a boste samo sledili, a boste sledili nacionalnim aktivnostim, a boste mednarodni RDA sledili. Zadeva je odprta in iščemo ljudi, ki so pripravljeni prispevati, sodelovati. Mislim, da sem skoraj manj kot 15 minut. Ali kako? 15 minut. Ali sem prepozno sem vključil?